dan začel in že je 6. zvečer. Pravkar je prišel ponedeljek in že je petek in meseca je konec in leta je skoraj konec. In zavemo se, da smo izgubili starše, prijatelje in zavemo se, da je prepozno, da bi šli nazaj. Torej, poskusimo kljub vsemu uživati čas, ki nam je ostal. Ne prenehajmo iskati aktivnosti, ki jih imamo radi, dodajmo parno v našo sredino. Nasvetimo se najbolj stvarem v življenju, ki so vezan za naše srce. Poskusimo izločiti besedo potem. Bom naredil potem. Bom povedal potem. Bom razmislil o tem potem. Puščamo vse za kasneje, kot da je potem naš. Kajti, če se ne razumemo, je sledeče. Potem je čar minil, potem zdravje mine, potem je kava mrzlo, potem otroci zrastejo, potem se življenje konča, potem se starši postarajo, potem so obljube pozabljene in potem je često prepozno. Torej, ne puščemo ničesar za kasneje, ker med tem, ko rečemo, se vidimo kasneje, lahko izgubimo najboljše trenutke, najboljšo družino, najboljše izkušnje, najboljše prijatelje. Dan, ki je danes, trenutek je sedaj. Nismo več v letih, ko se lahko privoščimo, da predstavimo na jutri, kar je treba storiti sedaj. In tako se s gospodom Slavkom strinjala, da je treba začeti sedaj predstavljati njegov dejansko gromozanski opus. In v prvi vrsti vas v naši knjižnici pozdravljam kot pisatelja. Pa nam morda zaupate zgodbo o tem, kako se je vaša pisateljska pot začela in kje je trenutno ostavljen ševec, da bi se mi knjigo. Najprej pozdrav vsem skupaj, se slišimo? Vse? No? Halo? Malo bolj zablizu, reči. Naredo? Poglejte, tako kot je že gospa gospodična Vesna napovedala, določenih stvari se ne splača odlažiti, ker nam potem skozi prste in se ne povrnejo več. Pri mojih letih si pa tega tako ne mogli več starosti, da bi odlažil nekaj. Zato sem se pač odločil, da skupaj z mojo vnukico Tajo predstavim določene stvari, ki naj zanimajo, ki naj jo okupirajo in so tudi sestavni del najnega življenja. Ko ste že začeli, en velik, ogromni del mojega življenja so knjige. Ne samo pisanje. Knjige je takšne. Odkar vem za sebe, oziroma odkar vem za sebe, vedno je knjiga v meni. In knjiga je bila moja fakulteta, knjiga je bila moja izobraža. Tam sem podružil sanje, tam sem rastel v njih in nekako je tudi logično, da sem tudi jaz poskusil v tem, da kakšno knjigo napišem. Tukaj mi sedi moja učiteljica iz prvih šolskih razredov Portberga in da vam povem, da sem že takrat, ko sem hodil tiste prve razrede, vedel, da bom nekoč tudi kaj napisal. Enostavno to je bilo v meni, samo ni bilo časa. Bil sem podjetnik, se me večina pozna, nikoli ni bilo časa za kaj takšnega, ko pa sem prišel v penzijo, nočem reči pokoj, ker to se slabo sliši v penzije bolje, sem si vzel čas in tudi napisal nekaj knjig. Kot vidimo, da se lotevate različnih žanrov, od splošnih romanov do znanstvene fantastike.
lahko rečem, prvih 10 knjig. Išle so pri izložbi Primus iz Brežic. Je pa res tako, da v teh delih se lotevam, ali lahko rečem, psiholoških tem iz življenja, vsakdanjih tem, v katerih se lahko najdeš tudi ti ali pa ti. Malo so potem dosti krat zapadli kakšno razmišljanje pa to in ko prikažem ta življenjski ciklus, ta življenjski proces, se ugotovi, da mora človek marsikdaj tudi skozi kaj težkega iti. Ni vedno enostavno. Je pa res tako, da ko sem razmišljal pred leti, da bom nekoč pisal, sem bil 100% da bom pisal znanstveno fantastiko. Absolutno sem se našel naprej, potem se pa čisto drugače zastavljala. Zdaj, prve knjige so absolutno psihološki romani, potem so 3 knjige, ki sem jim dal naslov Anglije, to je čista fikcija, navedam in na te zadeve, kot ste rekli, zadnje je pa res kriminalno. Kako pa vam dal zveze film, pa da potem lahko prilijete na pospet? Ja, zdaj, ker če v tem ni problema. Zelo različno. Recimo, je knjiga, ki je šla iz 2 besed stavih kriminalka, recimo. Dobesedno iz 2 besed sem razvil celo knjigo. Ta zadnja, ko pa je zdaj pišem, kateri niso edine, zdaj pišem 16, če bi tako rekel, niso še vse šle. Te sem se pa lotil tako, da sem cele tedne ali pa še več porabil, da sem se pripravil, sprintal 100 strani različnih, preučil, preštudiral, si zamislil pa to. Ker da pristopi so v bistvu zelo različni, načelno pa, če bi gledati kakšne koncepte si naredili, to ena stran tam nekje nič kaj več, nekoče to drsko za mano. Ni nekakve velikih konceptov na tega, pustim, da se pač stvar sama od sebe razvije. Pišete na računalnik? Osok. Delejc, to je najbolj pomembno. Kako začnete znova? Ja, v vaši knjižnici ste sicer bili že 2-krat uvrščeni na seznam za odrasle, značko za odrasle. Povratna informacija naših pravcev je, da so knjige zelo zanimive in da upravite en prav posebni slog. Kako ste tega razvili? Ja, gledajte, mogoče je res malo posebnosti v tem mojim opisom. Tudi gospod Aleš Štacer, ki lektorira moje dela in ko je on prvo knjigo pripravil, je rekel stavko, tako pa ne, če bo šlo, ti pa malo drugače sestavljaš stavke, kot pa je običajno. Je tako? Ja. Ko je pa pripravil drugo knjigo, je pa rekel, veš kaj, če ne bi bile takšne, ni bi bil to ti, kar pusti. In je rekel, jaz bi nam nič kaj popravil, pa to na kar pusti takšen cilj, kot pa je. Kakšni učitelj imate vi, kako so knjige sprejete med bralci? Upam, da dobro, ne? Mislim, pridejo bralci do vas, ko vam povejo, kaj Ja, je seveda. dušlo ali pa... Seveda se razvije tudi debate o tem in je prav lepo pokramjati v svojem delu, to je vedno priznati. In še to vedno grede, moram povedati, da je to, ko prvič držiš svoje knjigo v roki. To je nekaj nepozabnega. To je pa res en tak fantastičen občutek, da je neponovljiv. Aleš, še enkrat ti hvala, ker si mi pomagal v tem. Morda kdaj tudi upoštevate bralce pri tem, o čem pišete? V glavnem ne. Za teme, ki so se mi same porodijo v glavi in mogoče to zadnja sugestija, da naj še napiše kakšno kriminalko, ker tale žanr je zdaj pač malo bolj v trendu, če tako rečem, in so se tudi zdaj zadnje knjige odločili za žanr kriminalke. Knjige gospoda Skarnovnika ste videli tam na našem panoju, lahko si jih posodite, seveda tudi pri nas, koliko želi so izposojene. Danes pa torej niste tu samo kot pisatelj, se ukvarjate tudi številnimi drugimi dejavnostmi. Sama skoraj nisem mogla verjeti, da ni prekratek za vas, oziroma za vse vaše hobije. Danes vas bomo torej spoznali kot fotografa, pohodnika, zbiratelja,
ljubiteljskega botanika, slikarja, govarja in ne nazadnje tudi dedka. V našem razstavnem prostoru ste malo prikazali, kako se vaši konički materializirajo, pa če greva po povesti. V vitrinah je zbrano vaše zbirateljsko delo. No, boste povedali, kaj vse bomo našli tam, kaj vse zbirate. Ja, takole zbiram razne stvari. Imam zbirko starinskih likarnikov, nabožnih slik, starih spobičev, starin iz obdobja naše mladosti. Glejte, ena lirina pasta za čevlje je že obudi eno asociacijo in spomin. Star telefon, take kava, seka, proja, te zadeve, pravi prašek iz Avstrije, ko smo ga vozili. To so vse taki predmeti, v katerih le si zamislimo, da se staramo in jih premalo ocenimo. Mimo govorili ravno 5 dni, ne glede na to, da našo srečanje, sem med dokumenti našel pismo. Poglejte, to je naša generacija gladko spravila pozabo. Več stoletij je to izjemno pomembno. Mi, naša generacija, to je z elektronsko pošto vrgla v en predal in niso več pomembni. Ampak so, gledajte, tole imam recimo pismo moje babice, njenemu sinu, mojemu stricu, sredi leta 1943, ki mu je pisala v nemško vojsko, ko je bil mobiliziran. To je staro 80 let. Naša elektronska pošta je dočakala do takega obdobja. Se pravi, da je prav, da take stvari obudimo, res je pa, da zelo divjamo in cel kup takih stvari gre v pozabo. Recimo v pozabo gre cel kup enega kmečkega znanja, enega znanja obrtnikov, ki so si ga pridobivali skozi tisočletja, mi pa smo to v nekaj desetletjih pospravili, zdaj so čisto druge stvari zunaj, kot pa so bile včasih. Je pa res tako, da včasih je pa tudi fajn pa prav, da gre kaj v pozabo. In če si kaj želim, je to, da bi tole dal med zgodovino, plastično vrečka. A ne bo fajn, ko bomo nekaj prezimiti. To bi da res rad, da bi postavil del naše zgodovine, ne pa del naše zgodovine. To je tako. No, pa še to moram povedati, da imam srečo, da imam v Pragu že eno manjše posest, v okviru katerega smo si uredili priročno zbirko in tam notri pač lahko imam predstavljene vse te zadeve. In tudi, če bo kdo kdaj zainteresiran, to z veseljem pokažem in na takšen način poskušam tudi, kaj ne rekel, tudi malo zboliti ali pa kaj takšnega človeka, ki si to ogleduje, pa če bo to seveda zanimivo. Pač koliko lahko jaz dajem od čistega materiala. Iščete tudi fosilne minerale, kje so naši tereni, včeraj so verjela, ko so postavljala vitrine, tam bojo tiste stvari spohoda. Ja, gledajte, gospa je že našela, što vse se bavi, pa kaj vse me zanima. Mene še zmeraj zanima ogromno stvari. Jaz sem še vedno radovedni človek pri te svoje knjige. Po nekaj, če govorijo, sem pa jaz sosedem, pa poiščem na internetu razlago. In vedno, oziroma že dolgo me privlačijo tudi minerali in fosili. Vsi zbiratelji mineralov so skoraj tudi istočasno zbiratelji fosilov in obratno, to je pač čisto izvira iz tega, da pač brskaš tam nekje in narediš in na eno in na drugo. Počasi me je to zelo vsemkano, moram povedati, da mi pri tem pomaga tudi moja vnukica Tajna in sem zelo zadovoljen, kar prskam tako to. No, povej, kako zgleda najno iskanje fosilov.
Najmanj iskanje fosilov izgleda tudi, da izgledno gremo iskaj, jaz najdem dela pa bolj gleda. Dela pa išče. Tako včasih dela stoji na kakrem fosilu, pa da ne vidi, ko pa gremo z njim, pa da vidi, komu pa gre za meni, da je spet tam tisto. Ja, res je, ona ima oči in občutek za te zadeve. Gremo iskati fosile, ona je boš našla 50, jaz pa da mi že počasno tudi ni vse. In res smo zadnjič na pohodu je našla ogromni fosil, na katerem so sigurno 10 že stolko, da nisi videl. Ona pa ga zgleda, pravi, le deda, kaj je to. Začnem gledati, fosili imenitni. On sem kolej prevelik, je ne moram nadomesti. Je rekla, deda, da bom, sem kolej, ne moram, fosil je prevelik, to je 100 kil. Pravi, skozi praviš, da si ti najbolj močan deda, najboljši deda, potrudi se. In rezultat tega je, da smo ne skopala več. In ga mama zelo zbiri. No, skratka, te zadeve me zelo privlačijo in s časom je nastala že tudi kar precejšnja zbirka teh stvari in sem ponosen na to. Seveda določene stvari kupiš, določene dobiš, ampak precej pa smo že tudi našli. In podržiš eno tako zadevo na sebi staro, na milijone in milijone let je tudi en tak posebno občutek. Vse veste, da vas ne bo poučevala, kaj pravi, da Zemlja je nastala pred slabimi 5 milijardami let, potem ni bilo dolgo nič kaj, razen tega, da se je kuhalo pa pohalo, pa je potem nastala ta juhica življenja in tam pred 500-600 milijoni so se pa že pojavljali bolj kompleksne stvari in so v tistem obdobju bili glavni tisti slavni trilobiti. To je že fantastična stvar, to so bile visoko razvite živali za tisti čas in so prevladovale več 100 milijonov let, 300-400 milijonov let so bili preglavni. Potem je pa prišla ena kataklizma, ena nesreča, se ne vejo kaj in je vse življenje skoraj recimo. Potem pa so počasi prosto nasledovali druge živali, upam, da bodo nekoč tudi za ljudmi, ko bomo mi izgledali. In so bili potem v tistem obdobju glavni taki spiralasti polški amoniti imenovani. In teh je bilo neskončno število vrst in po njih strokovnjaki lahko točno določi, s katerim bo to bodo izmerjali. Milo še mama že do amonita nekaj, ne? No, potem pa se je zgodilo spet ena kataklizma in so tudi tisti izumrli in se je spet novo življenje pojavilo in zadnja taka reč je, tam je pri 65 milijoni let, tako se vse govori v stroki, strahotni meteorit zadel tam v Mehiškem zalivu okoli toku Lukata in je spet zreagiral skoraj vse življenje strah. In od takrat naprej tudi amonitov in pa druge stvari več. Pa so se spet pojavljali nove oblike življenja in od takrat naprej smo se pojavljali, začeli pojavljati tudi sesalci, prej nas ni bilo. Prej se živeli v zavlji, tako ono. Potem smo še prišli mi kot sesalci na vrsti, se imamo zapali tega kataklizmi, da smo danes tu. In če gledam iz stališča planeta, bi bilo dobro, da tudi nas ljudi enkrat tako zreagira, da se planet odmore, pa na novo zaživi nekaj drugo. No, pa še to moram povedati, zdaj vsem tem, kar se pogovarjamo, tam ozadaj je razstava, ki smo jo pripravljeni z Tajo, boste videli, kaj vse zbiramo, pa kaj vse delamo, tako da si potem malo tudi pogledajte, če vam je to seveda interes. To bomo vse kako povabili naše obiskovalce. Morda sem želela tudi v tem dodati, se pravi tudi obdelata in uredita, kam kaj paše v tej fosilu in naravo videla sama, imate kako zunanje pomoč? Glavna pomoč je seveda internet, ko da sprešljeno poiščeš pa kakšna knjiga, tudi ena prijatelja imam, ki se spozna na te zadeve pomaga. Ravno kar so našli zelo zanimiv fosil prejšnji teden, ki ga še ne moram uvrstiti nekam, še ne vem zdaj tam, jaz sem ne amater na tej področju.
No, pa ko so rekla, da eno nahajališče, recimo Pohorje, kam še odhajate? Ja, pravzaprav sem se zelo želel nekaj kaktusi, pa sem jih potem našel. Potem sem si želel, da bi imel kako nahajališče, kamor bi lahko šel pa malo po vrsto, pa to pa imam danes cel kup nahajališč. Kar nekako se mi v življenju te zadeve pripeljejo, nekako spontano same od sebe. Sem si želel recimo kaj od pragovnih živali. Potem imam tam kosti iz oklamskega medveda, tu iz Hude Lukne, iz Šehovke pa to. Pa sem kar nekako povedal te zadeve in želim si, da bi še kaj našel ali odkril iz rimskih časov ali pa iz tega obdobja. Pa sem prepričan, da nikoli bom našel. Nekako se te zadeve sučejo tako, da bom nekoč prepričan sem o tem tudi te stvari našel ali pa dobil ali pa na takšen način. Da sem malo zašel. Da vas prav zanimivo poslušati. Upam, da tudi vam. V razstavnem prostoru najdemo tudi panoje s fotografijami, se pravi, da lahko vidimo, da vas zanima ta narava in pohodništvo. Prav tako. Se pravi, vi to povezujete, da se odpravite enkrat na lov za fosili, drugi spet naravo fotografirati, ali to združujete? Ja, to moraš ločiti. Jaz sem tudi pohodnik, ne dostane. In če si pohodnik, takrat moraš hoditi, ne moraš gledati za fosili ali pa za rastlinjem ali pa kaj takega. Se pravi, da se moram namensko podati v naravo. Vse tole pa izvira iz ene velike ljubezni do narave. Jaz sem velik občudovalec in ljubitelj narave in vse to je pač posledica te moje ljubezni. In potem ujamete te trenutke. Ja. Spet namensko. Poglejte, no, takrat, ko sem šel v penzijo, sem rekel, zdaj bom pa potoval po svetu, pa to se mi ni najbolj uresničilo. Nekaj že, ampak ne pa toliko, ko imaš želje, da bi šel pa raziskov, pa tako niti daleč ne. Potem sem rekel, da se bom ukvarjal z fotografijo in z pisanjem knjig. Z knjigami sem nekako uresničil svoje želje, z fotografijo pa pravzaprav je še moja najbolj šibka točka. Mislil sem, da bom dosti boljši fotograf, kot pa sem. Tudi malo zadeve pokvarja temu obleteli, ko se ti ne ljubi reč onega velikega fotografa nosica. Ampak kakorkoli, ko se podaja v naravo, jo občudujem. In tam me boste našli tudi kar nekaj slik iz narave, ki so en del tega mojega občudovanja našega okolja. Pritegne na rastline. Recimo mene zelo pritegne, že moram biti malo romantična duša, tudi stare hiše. Kjerkoli hodim po podeželju, gledam stare hiše, kak je ta lepa. Za mene so stare hiše lepe. Stare hiše imajo dušo, ene skrivnosti. Dosti krat se vidim, kjer pa se sprašuje, ko bi tele zidovi znali povedati, kaj se je dogajalo tam. In se nekako poistovetim s tistimi prebivalci za tisto energijo in so mi zelo simpatični tiste hiše. In potem pri starih hišah še posebej okna. Doma imam na tisoče slik okna, ne takih izložbenih pa to, ampak ponovadi starih, zaprašenih, razbitih, zaplantanih okn, ker tudi okna imajo en določen simbol, eno določeno, kaj bi rekel, eno vlogo pri hiši. Po eni strani te da varnost, ker te ogradi od zunanjega sveta, po drugi strani pa te da vizijo, skozi okno pogledaš ven. Okno je svoboda, te ščiti pred lopovi, pred vetrem, mrazom. Po drugi strani pa te razpre krila, da lahko greš ven in da si svoboden. In to je nekaj čudovitega. Zato so okna tudi v kateri od mojih knjig dokaj pomembna.
malo naivno mogoče, ampak ne vem, okna imajo en takšen simbol v mojem življenju, zato sem tudi kar malo posvečal. Se pravi, imam jih več tisoč fotografij. Na fotografijah imamo tudi žice. Ja, no, karkoli od tega, kar je bilo našetega, se bavim s tem, pa če bi mi nekdo rekel, s tem pa ne bi potem nekaj manjkalo. Vse te dejavnosti, s katerimi se ukvarjam, sem jaz. Če bi mi nekdo rekel, recimo rožice, rastlinje, če se s tem ne bi ukvarjal, ne bi bil jaz. Spet je povedal tak sestavni del mojega življenja. Da se pa bavim z botaniko in s temi stvarmi, spet zelo na amaterske ravni moram povedati, je pa krivo eno poročilo po radiju, ki sem ga nekoč pred leti slišal, da je na 10 kvadratnih metrov našega slovenskega travnika več rastlin, kot je na celi Nizozemski. In takrat sem začel razmišljati o tem, sem se začel poglagati tudi v te zadeve. Bom rekel, da sem se 3 leta intenzivno bavil z proučevanjem rastlin. In sem vzel 100-metrski pas okoli v naši hiši, tam, kjer mi živimo. Mi živimo eno zelo lepem okolje. Okolje nas so negnojene travniki, kar je fantazija za današnje čase, tega ni več. Mi še imamo negnojene travnike, tam okolo posijane z rastlinjem in rožnim listjem. V tem travniku so vsemčini deli, so ceste, ob cestah je čisto posebna flora, je potok, kjer je spet čisto drugo rastlinje, imamo gost, imamo močvirje. Tam rastejo rastline, ki jih nikoli prej v življenju nisem videl ali pa kaj. In se pravi, 3 leta sem se potem res dokaj intenzivno ubadal s tem in imam tudi cel kup fotografij posega tega področja. In da vam povem, da sem prepoznal, ne da jih poznam, potem zgubiš tole, ko sem ukvarjal 400 vrst rastlin, ki rastejo v 100-metrskih pasah po naši hiši. A se sploh zavedate, kakšen bogatem okolju smo? To, kar me avtomatično sprejemaš in tega niti ne opaziš. V resnici je pa to nekaj čudovitega. To je ena taka danost, ki bi jo morali ceniti. Ne bi nas oplemeniti. Da smo na nekem drugem nivoju, ko pa ljudje v kakvi puščavi, da rečemo, ali pa v mestu. Ampak ni to prezrejeno, gremo mimo, pa se ne oziramo na to. V resnici pa to še tako pomembno. In zaradi tega sem se začel baviti s tem, da bi ljudem enostavno odprl oči in jim lahko prikazal, v kakvim čudovitem naravnem okolju živimo. V kakvim bogatstvo, s kakvim bogatstvom se srečujemo. Ko sem se potem pogovarjal z eno žensko, ki se pa res pozna na to, je rekla, da bi moral še vsaj 200 vrst rastlin prepoznati. 400 vrst jih prepoznal, pa še 200 jih nisem. Potem pa se začneš baviti s tem, pa počasi obupaš. Ker včasih se misliš, recimo, kopriva. Kopriva je bolj, poznam, kopriva. Moram pa vidiš, da jih je ne 10, da jih je 20 vrst. Recimo, je ena taka rastlina, ki se reče škržolica. Če bi vam je zdaj pokazal, bi vsi videli, pa bi jo prepoznali, drugač pa se nihče ne vzame časa, da bi je pogledal, ali pa kaj, ker je taka nepomembna rastlina. Škržolice raste 100 vrst, pa še več je. V Sloveniji ni toliko, ampak tudi v Sloveniji, pa okoli naših hiših je okromno, pa nobene ne za njih. Tako da je to res eno bogatstvo, ki ga moramo čuvati za namce. Vsekako, če smo že v naravi in pri zanamci, kaj tudi govorite, ste na vnuki že prenesli znanje iz gob. Ja, glede, ko pride tisti čas, je tudi govarjanje za mene dokaj pomembna zadeva. Tam že gledam kolege, z mano hodijo po gozdovih. Ne bom se hvalil, da sem ne vem kakšen poznavalec tega, ali pa kaj, ampak ko pride tisti čas, da kar malo potegne gost, da podvrskaš, pa prineseš kaj domov. Gotovo, to vidimo tudi tam na fotografijah. Zdaj se lahko verjetno dotaknejo še slik. Pirografija imenujemo to umetno žganje v les.
Ja, to je pa še zdaj spet ena dejavnost. Ja. Vedel sem, da bom tudi kaj narisal v letih. In nekako se nisem našel najbolj simpatičen, me še bilo risanje z ognjem ali z tušem in to predvsem starje hiše pa to. Potem pa sem spoznal pirografijo, to je tehnika, kjer bo res vžigaš z vročim predmetom, pač kar hočeš. In se je pač tudi kar nabralo nekaj teh slik, ki sem jih izdelal. Najprej sem res risal tudi starje hiše, potem pa tudi druge stvari, tudi portrete, živali in te zadeve. Dejstvo je pa, da je to zelo nerodna tehnika za uporabljanje stvari. To z pikicami ali pa z nečim takim delaš sliko in to z vročim predmetom. To ni enostavno. V sekundi lahko stvar uničiš, pa zažgeš ali pa pokvariš in to ni energije, potem da bi lahko popravil. Tako da je tudi, lahko rečemo, slikarstvo, tudi en del mojega življenja in tam nekaj je tudi nekaj slik, če se boste potem pogledali, ki so pač nastale za nagore. Ko te potegne, zdaj recimo spet pišem, drugično pa spet potegnalo, da bom sosedo pa spet kaj narisal. In da gre to po obdobju. Zanimalo me, kako zberete motive, kaj potem nastane na teh slikah. Pa še mi ne. Naprično. Zdaj smo obrobem predstavljaš večino vaših koničkov. Ja, no, nekako bi morala ići tudi na pohodništvo. Pohodništvo. Ja, pohodništvo, to je tudi kar nekaj mojih znancev, ki hodi z mano že desetletja. Pohodništvo je za mene tudi ena zelo pomembna zadeva. Jaz ne vem, kako bi bilo, oziroma kako bo, ko enkrat ne bom več mogel hoditi. Vete, ko sem najbolj pa, ko sem na kavču, se reči, stavka na kavču, še tek boš. Tam še tek boš, imaš čas. To bo še tek prijateljov, dvigni se, da gremo. In je pohodništvo, včasih bilo tudi alpinizem, dokaj pomemben del mojega življenja. Tam sem v naravi. Tam za mene je naravi Bog. Za mene je v naravi neprimerno več Boga, kot v tistih cerkvah, tam v tistih temačnih potih, pa s tistim zlatom tam nočko, pa se reče, za mene je Bog vrna hribo, revesu, potopo, malo pičasti se reče, malo se je bilo kaj takega povedal pred mano. In mi to zelo, zelo pomeni. Da se jaz sklatim po tistih hribih, ali v družbi, ali sam, je nekaj neverjetnega. Vsak trenutek, ki ga tam doživim, mi nekaj pomeni. In se kar bojim času, po tega ne bo več. Da pa res je, včasih si gremo tam daleč, če sem pa sam, pač to je tam okoli pa tistih naših hribih, pa to okoli. Je pa zanimivo, da jaz nisem tak pohodnik, da bi hodil v isti poti. Da bi je šel recimo 50 na ušno gor, pa kaj je vedno je. Ne, jaz moram vedeti v drugi poti. Vedno pohodim, že vidim, aha, kaj pa tam ta pot, kam gre pa tole, pa se potem uhlam, pa da sam v takšnem potoku, ko ne moram iz njega. Pa vem, da bi naslednjič spet zašel na tako pot. Vedno me potegne, te neznanje, nekaj omeni, da me privlači to, da grem v nepoznanih in neraziskanih poteh. Ravno to me je zanimalo, moče hodite za dušo ali ste bolj tekmovalnih pohodnih, ki tudi poznamo. Aha, to je smisel. Da vedno odkrijete nekaj novega, pa še. Jako boste hodili, v to tradiciji, ne v to so? Ja, seveda je tudi dobro in za telo in za dušo. Recimo lani, vse sem se že pohvalil, prijateljem sem naredil osebne, da je kar čez 1200 kilometrov registriranih pohodov. Tudi je kolega tam z mano, ki je z mano delal Koroške transvezave. A veste, da je Koroške transvezave 240 km. Ena mala Koroška, pa sem pa tja, pa če pa hočeš odhoditi, je pa še kar velika, ne. 240 km je tudi kar nekaj, no. Res se kar nabere. Je pa res, da je pa ena velika škoda, ko en cilj pa to dosežeš. Jaz pravim, da cilju pravzaprav nikoli ne smeli dosegati.
potem se sprazniš. Nimaš več motivacije, si to. Jaz letos že dosta manj hodim, kot pa sem lani. Ima tudi zaradi vremena, ampak lani sem hodil toliko, da letos vem, da ne bom. In je kar fajn, če cilje ne dosežeš, ampak se še ne lahko do njega. Zato se moram razmeri nove cilje postavljati. Lahko nadaljujemo res. Kateri del dneva vam je v teh trenutkih najljubši? Si imate radi jutro v goro, večere, oziroma naravi, mogoče na splošno? Jutro ni moj dan. Jutro ni moj dan, del dneva nikakor. Ne, sem bolj večer, da je tišče. In vas potem morajo kolegi čakati, da se spravite. Ne, to pa ne. Ko se zmenimo, je pa to. Je bilo razumno. Zdi se mi, da se ogromno ukvarjate z ogromno stvarmi, kaj ženo vse to, odkot vam ta strast? Ne vem, no, sej je nekaj umenjega me žene. Včasih že tudi ni dobro, ker že tudi družina mogoče trpi, žena mogoče sama doma, pa kaj takega, ampak vem, da je nekaj umenjega in da bom jutri zoprečal. To ni ideje. No, mislim, lahko si predstavljam, če pravite, da ste upokojeni oziroma v penzionu, da imate vseeno malo več časa, ampak vam ga kdaj zmanjka za vse? Oziroma, če vam da, kateri dejavnosti bi se potem najtežje odpovedali, če ste prej rekli, da vas pravzaprav vse dela oziroma gradi? Ne, bi to vse najbolj presilno, veste, vse prioritete so pomembne. Tisto, kar ti všeč, je tisto, kar želiš. Če ti bo všeč, za tisto bo že našel čas. Če reče, nimam časa brati knjige, seveda imaš čas. Vzeti se ga treba. To je tisto prioritete. No, če hočem prebrati knjigo, bom prebral. Če hočem iti po lepo drva delati, bom pa šel drva delati. Če to ni kaj. Vsak ima čas, če hoče. Da se razporedite na stavnosti. Vam poleg vaše vnukinje, katero vidimo se izjemno ponosni, še kdo pomaga pri konički? Ja, vete, pri pohodništvu imam srečo, da spada v eno skupino prijateljev, s katerimi si delimo te gorske poti in steze že 10 let. Kar dolgo že hodimo skupaj? 25 let. 25 let že hodimo skupaj in se še nismo namrečili drugi. In ko pridemo do avtomobilov, še malo poklepetamo, ki se nesem vse zapovedali. No, da povem, mi imamo z kolegi eno tako, rečemo, svojo planinsko društvo Štajka, smo naredili ime. In je razlika med nami in drugimi planinskimi društvi v tem, da mi baziramo na prijateljski in družinski podlagi. In mi imamo s sabo tudi otroke. Mi smo edino planinsko društvo in od zadaj je tudi mladina. Sicer če dalje manj, pa če dalje teže, ampak mi imamo tudi podmage. Z nami hodijo otroci, tudi vnuki, tretje generacije že. In mi smo gotovo najbolj glasno uvodniško društvo, kar je. Vse se z lete se splete vezi pa to in če te pečeš, ti pot hitreje mine. Gotovo nas jaz slišim, da kilometr daleč, da vaša skupina prihaja. Se lahko mislim, da se tudi kako zapor? Ne, to pa ne. Pet je pa ni moje zadeve. To pa ne. Kaj se še pozabila? Ne vemo. Veliko se povedal, mogoče celo preveč. Potem? Ne vem, sem takšen, predvsem poskušam biti preprost človek. Mogoče sem malo naivn po svojem značaju, mogoče še zmeraj malo otroči. Moški se to lažje določimo, pa ženske malo otročarije tudi v starih letih. Drugače pa moram povedati, da sem en optimist, konec koncev, pa da verjamem v dobro ljudi. Za mene je večina, ogromna večina ljudi dobra. Tudi tisti, ki, bom rekel, so čez mejo
poštenosti, pa tudi oni imajo nekoga radi sigurno, da in jaz ne vem pravzaprav, če se nekoga pretezna, pa kaj. Za mene je ogromno ljudi dobro. Nosite v sebi še tako željo, kaj bi počeli, s čim bi se ukvarjali, Ja, pa sicer kakvi so vaši načrti za prihodnost? Glejte, da bi nadaljeval s tem, to je moja preokupacija, pa ničesar se ne bi rad povedal, da vse to še lahko dobro naprej. Vam je morda česa žal, da se niste lotili ali pa? Malo mi je žal, da nisem več sveta videl, ko pa sem ga, ampak tako je naprej v delo in niti ni bilo časa za kaj takšnega. Potem so prišli vnuki, pa to je pač tako ostalo, kot je. Kaj se vem, no še to moram povedati, da me vedno privlači skrivnost. Ko sem bil takole star, sem prebral eno knjigo o faraonu, če zdaj imam pred očmi, Zlati faraon je pisalo in je pisalo, kako je tale Anglež Carter našel tole grobnice Tutankamona, kako so to raziskovali, kako so vodili not, kakšni so bili njihova pričakovanja. In to me je tako zasvojilo, da me še danes zaščini isto. Aha, to pa moram raziskati, to pa še moram pogledati tako in rad bi, da bi tak duh še ostal v mestu. Bo zdaj dala priložnost še našim strašno, če kaj treba da. vprašati gospodarstvo, da ste govorili. Sem prav vsega povedal, da me ne treba da vprašati. Ja, a lahko jaz. Evo, to je moje očekajte. Moram To je razprešati. sredo osnovne šole, ja. Ja, bil si pridem. Žal takrat je bila neka uravnilovka, takšni šolski sistemi in moram prikajati pride, ne, ni to bilo dovolj. Zdaj, ni bilo, recimo, dopolnilnega pouka, ne, kjer bi lahko tega nadaljnjega otroka se z njim spoznali, ampak ni bilo nekaj. In glej, sam si srce ne s trajnostjo in pridnostjo, no, to je bilo v tebi pridnost in zato se tole razvija naprej, čisto sam. No, pogledajte, v človeku se seveda ni, včasih si na tlu, včasih si višjega. In včasih rečem, da je slab, konec konca si pa ne nekaj dosegel. Z enega fanta tam iz Suhega dola, proti Suhega dola, jaz sem bil takšen prebližek, da so učitelji si na osnovni šoli so imeli šport, da so reči z mene stopili, kot majhni si bil, pa sluh, drugo si mislil, da si bil sluh. Pa konec koncev sem v življenju tudi na poslovnem področju uspel z veliko pomočjo družine. Tam je moja žena, ki mi je vsa leta stala v strani, brez nje tudi moje hodine bi bilo. In kamkoli smo se ustvarili, pa tega je bilo kar nekaj, smo se res ustvarili za svoje delo. Jaz celo, recimo, očeta nisem poznal, da bi mi kaj pomagal, pa to materialne podpore, tako nismo ljubila za strani staršev, pa to vse, kar je bila, smo si morali res sama, ne bom rekel, zgarati predelati pa. In smo ponosni, da smo to ustvarili, da to imamo. Mora biti pa res en motor tudi, da te želje, pa to je drugače, brez tega, da ni več. Res pislikam. In rekla bi današnjim pedagoškim delavcem spoštovati otroka, spoštovati, a ne, kaj potem postanejo, ne, in res je pa bila naša trda šola, ne. Ja, seveda. To je Drugačni časi smo imeli. A še kaj takšnega? Evo, kaj je zelo? Poznam te otroških let, mladih otrok, tvoje mama, tvoje sorodnike. Lahko čestitam za vse tvoje uspehe, ki si ustvarili svojo družino in to te naprej. Hvala lepa. To me loči izjemen človek, Karli, ki mu je ime, ki ga zelo spoštuje, ki ga karakter.
še kaj takšnega? Boljš, da govorimo, kot da gremo na dež. Ne izbirajte. Bravi bomo. Gostilne, ne da bi šli, gremo se še pogovarjati. Nekaj tak. Pa še tako. No, to nekaj za konec bi vam Teče besede. pokazal samo dvoje stvari, ki jih tudi imam v posestvu in na katere sem zelo ponosen in vesel, da jih imam. Tole je kamnita sekira. Ta reč je stara 12 000 let. Najdena je v Vraču. Tole zadevo je imel v sebi, čeprav ne bom rekel prav človek, ampak človek iz kamene dobe, ko še niso poznali kovinka tega, si je tole nadlil in imel to in veste, kakšen občutek je to potežkati eno tako zadevo, ko je nekdo ustvaril 12 000 let, sem dal na analizi in so to ugotovili. In še ena zanimivost je, sekira ga najdena v Radošah. Kamnina, iz katere je narejena, pa izvira iz Grozdoktorja. In kaj to pomeni? Da so že takrat švercali čez mejo. Še druga stvar, ki bi vam je pokazal, in sem tudi vesel, da imam, je tale kamenček. To je en posebni kamen. To je kamen, ki ni iz naše zemlje. Priletel je iz vesolja. To je meteorit. Padel je pred časom že v državi Oman in se je razletel na več tisoč kosov in ne dalje pošče. Tudi pri meni. In tudi tole en tak posebno občutek, tako stvar obdržati v rokah, ko ni z našega planeta, ko jo tudi kot stvar. Tole dvoje, če vas zanima, potem lahko gledate, da vam z veseljem pokazam. Vam pa povem, da sem se odločil, da ta meteorit pokažem zaradi tega, ker zdaj se še lahko hvalim, da je to nekaj nezemljskega. Za naslednji mesec sem pa slišal, da bo NASA odprla svoje arhive in da nam bo povedal o nezemljani in o teh zadevah. Koliko to ne bo več tako aktualno, in vesoljske vlade lahko povedali. Sem vas bo še rekel. Gospod Slova, res vam potem na tem resno zahvalim. Pa vas povabim, da stopimo tja do razstave, pa vam mogoče gospod Slova od vseh dnem še kaj povedal. Ja, tole se lahko ogledate, seveda vas vabim tudi, da se ogledate tiste zadeve, bi pa rad od te priložnosti voditeljici pa to en drobni spominček dal na tole majhno srečanje. To je en fosil žival, ki je živela pred 65 milijoni let. Sicer pripravili tudi eno darilo, bolj manj pripričal za vas. Vsekako pa nekaj ekskluzivno, kot ne tam. Najlepša hvala. Vam tudi hvala lepa za to. No, pa bi še, da ne bi tudi vas zelo prižuje. Da se vprašam, kaj bi še želel. Mi imamo v Radošah eno manjše posestvo. In Radoše so en tak posebni kraj. Taki lirični, taka zatretna dolina, ki se potegne not kot kozje hrbe, blizu Zdravljeraca, pa vseeno zelo slabo pozna. Ampak Radoše so vseeno dokaj posebni kraj. Tam je bilo nekoč more. Tam je cel kup fosilov, ki to dokazuje, da je tam nikoli bilo vlade. Potem je gor na koncu doline nekoč stala tudi ena graščina. Pravi, da bi to naj spadalo v obrambni sistem proti Turku. Skoraj, da nič kaj ni poznanega. Jaz se še spomnim zidov, ki so tam stali, nekaj malega je tudi napisano, ampak zelo malo. Potem so pred nedavnim našli v Radošah tudi gradišča. To je tisto, ko so utrdbe delali spolo ponovali razglasiti gor na vrhu
teh hribov pa to. Potem v Radošah so včasih že kar na veliko kopali prem. Tudi potem je bilo poznano, že komercialno se ga kopali. Tako da so Radoši pravzaprav tudi dokaj zanimiv kraj in tu se še da res misli malo pridobiti, no, pa mogoče še te stvari malo razmisliti. Zdaj da še bom ne vedeti. Zdaj pa prosim, ne. Ne, sem pravim, da bi se mogoče tja predstavili, Ja, zdaj pa si že pogledajte, tam prosim, to je izložbo, pa če bo hoče tole sekira, pa... Težko. Hvala lepa, vsem skupaj.